Doktor Stres, gospod Škof, kakšno je vaše mnenje v zadnji polemiki glede Blejskega otoka? Se vam zdi, da v tej nekako današnji izjavi Komisije pravičnosti in mir glede finančno-gospodarske krize, da je ta otok nekako zdaj zopet predmet spora in da bi se vrnil v cerkvi, oziroma da se je vrnil v cerkvi, ali saj namera je bila ta, se vam zdi, da bi lahko to nekako cerkev zdaj se z obrnjenim razmišljanjem, se pravi, da ne bi nekako zavzela stališča, da naj dobi ta otok, ampak da ga naj ostane v državni lasti, je to nekako bi bilo... Vi sami dobro veste, da sem jaz celjski škof in da to zadeva ljubljanske nadškofije. Ampak vaše osebno mnenje pa lahko... Ja, moje osebno mnenje je, da je prišlo do nekega sporazuma. In če je sporazum z obe strani, je vsak sporazum, ki je z obe strani, ki je soglasen, da bo dobro. Glede vaše škofije me res konkretno zanima. Prej ste sicer že govorili o tem, da nekako gospodarska kriza bo verjetno prizadela tudi vašo škofijo, ampak vam lahko tudi vsem vernikom bolj pojasnite, kje bodo tiste največje posledice v vaši škofiji? Naša škofija, kot sem rekel, živi v glavnem od darov naših vernikov. Tisto, kar mi na škofijski ravni že do sedaj skušamo varčevati, je v tem, da imamo izredno malo zaposlenih, da vsi tam glavnem delamo prostovoljno. In edina stvar, ki bi utegnila malo prizadeti, je pač nakup ali pa pridobitev nekatere infrastrukture, ki še potrebujemo za delovanje škofije, ampak v sedanjih razmerah škofija funkcionira normalno, mogoče vam bolj v skromnih prostorih, če kdo pride k nam, tudi kakšni včasih, kakšni snemalci, ko so malo presenečeni nad preprostosti opreme in iščejo kakšen tak kotiček, ki bi bil malo lepši za snemanje in ga težko najdemo pri nas, ampak za nas to zadošča in meni je spet pravim, moje glavno načelo je, kaj recimo nek ukrep ali pa neko prizadevanje, neki trud, kaj to pomeni in kako bo to vplivalo na to, da bodo ljudje hodili v cerkev ali pa ne. To je glavni kriterij. In sem prepričan, da sedanje delovanje nič ne škoduje temu našemu oznanjevanju in naši krepitvi verske zavesti med nami in to je glavni kriterij. Še za konec, če lahko, se vam zdi, da je tista vaša prejšnja izjava pred 2 tedni nekako dala vedeti jasno vladi in Borutu Pahorju, da se bolj zavzame za cerkev, ne nazadnje se je še isti dan obrnil in povedal, da je, seveda ne bo redefinicije odnosov, kot ste mogoče to narobe zastopili vi, ampak da se bo zavzemal, da bo cerkev nekako imela status, kot ji pripada. Ja, tista izjava je tako v koalicijski pogodbi došteljven in tudi, kako smo prej, kot smo rekli že večkrat javno, predvolilna kampanja je potekala po naši oceni zelo korektno, skar zadeva nas. Cerkev ni bila vključena v neke predvoljene velike diskusije in to nam je bilo zelo dobrodošlo, ker se pač želimo, da se z teh polemik nekako omaknemo, da delamo svoje delo. In potem je bila ta določba 11.7 nekako v zadnjem trenutku dodana in ki je malo v nasprotju z tem, kar sem prej poudaril, da bo nova vlada krepila dialog s civilno družbo, oziroma, če je tako razumemo in če razumemo redefinicijo v smislu še večje krepitve dialoga s cerkvijo, potem je pa okej, ne. Se pravi, ste prepričani, da bo šlo v to smer? Ja, recimo, tudi ta interpretacija je možna in zaenkrat jo pač zadržimo, če bo ostala v veljavi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Saje, tudi vam.